jasno dali pobudo pri nas. Jaz sem vam uvodoma povedala, ko sem pripravila, bomo rekli, na kratko gradivo na 5 straneh skupaj z gospodom Kuhlom, glede, bomo rekli, tega, kar se bomo zavzeli. Jaz moram vam povedati, da bomo ustrajali na tej seji sveta, ker vemo, da gospodarska rast je bila, izredno uskladitev ni, bomo rekla, zdaj zamrzena, za razliko od vredne, da bomo ustrajali, zdaj, če imam prosim vašo podporo. Definitivno. Jaz sem član sveta Skiza, 29. imamo, če ne nas bojo spet prehiteli, bom rekla, drugi. Potem smo pa nekaj drugega še predlagali, ker naše vodstvo, bom rekla, zdaj prisluhne terenu, teren kritizira nas, da mi ne naredimo nič za upokojensko populacijo, skratka, kaj smo naredili, da ne naredimo ničesar. In smo, jaz sem to odkrito moram povedati, jaz sem vam to takrat na tisti ustanovni, bom rekla, konferenci, ki smo jo imeli, jasno povedala svoje stališče in stališče tistih, ki sistem dobro poznajo, da je sramota za to državo, da za 40 let dela oprostite znaša pokojnina moškega, lansko leto 440, zdaj bo kakšen evro več, no, ki sami veste, da je to neuzdržno prosim sporoči. Veš kaj ti čuj, jaz ti bom Pošljajo vedno na tam, če ne bo ne. Lahko, ne? Mira, boste vi tukaj še ali boste? Ne, ok. Se pravi, lepo pozdravljeni. Danes je bila prva seja predsedstva Foruma starejših, ki je bil ustanovljen decembra 2015 z namenom, da seveda stranki na nek način pomaga pri programskih usmeritvah in seveda delovanju stranke na področju starejših. Kot veste, je bil za predsednika izvoljen magister Franc Kočevar, ki bo uvodoma seveda povedal tisto, kar je danes predsedstvo razpravljalo, kakšne so aktivnosti, prioritete in program. Potem pa imate seveda še po področjih posameznih še člane predsedstva, to je magistra Majda Potrata iz naša nekdanja poslanka, Mirko Brulc iz Gorice, tudi naš bivši poslanec, in Miloš Pavlica, ki je bil, seveda, poleg tega, da je bil poslanec, je bil tudi še kaj drugega. Predsednik, ja, no, sem hvaležen, da spremlja naša aktivnost, mislim, da je dobro zastavljena. Jasno je, da se bomo mi osredotočili na vprašanja, ki spremljajo na starejše. Saj vsi dobro veste, da je več kot 650 000 upokojencev, če jih ni, še jih bo pa kmalu, in da se staranje in starostna doba povečuje. To so ta dejstva, ki so sama po sebi, in seveda tudi stranka, socialdemokratska vsebina in sama socialdemokracija je nadvse pozorna do teh vprašanj, ki spremljajo starost. Zato smo mi temu tudi primerno prilagodili program. Vendar smo začeli s tistim osnovnim temeljem, da bi s pomočjo živega spomina, ker smo starejši v tej stranki, mi obudili nekatere socialdemokratske vrednote, ki končno konstituirajo vsako socialno orientirano in pravično družbo, pa tudi državo. In želeli bi, da se te socialno-demokratske vrednote, ki so dobre in take, na katero lahko opremo svojo prihodnost, obnovile in da bi bile tudi močno zastopane, ne samo v stranki, ampak tudi v državi in tudi seveda predvsem v parlamentu. Kot taka prva vsebinska, to je prvo izhodišče, drugo izhodišče je pa to, da preko sistema odločanja in v parlamentu dosežemo vendarle vsaj to, da se zakonov, ki so že sprejeti, uresničujejo. Mi vemo, da zakon jasno, kar se tiče dviga penzij, določa v kakšnih pogojih in razmerah se te lahko dviguje in kljub temu se te naše osnovne elementarne z ustavo določene pravice niso realizirale. Mislim seveda tukaj na izredno uskladitev pokojnin, ki se ni zgodila, kljub temu so bili vsi pogoji izpolnjeni in končno kljub temu, da so vsi pogoji izpolnjeni, se ne
usklajuje redno uskladitev. Seveda, mi imamo upokojenci še posebej občutek, kot da se kopja stabilizacije in varčevanja lomijo na naših plečih in to se nam ne zdi pošteno. Sestavni del seveda tega našega programa bo tudi spoštovanje zakonov, ki varuje in določajo kvaliteto življenja starejših ljudi in še posebej upokojencev. Tretji program je pa naslednje. Ni nam vseeno, kaj bo z zdravstvom, kaj bo z bolniško blagajno. Dejstvo je, da smo edine resne žrtve čakalnih vrst, zaradi katerih naša kvaliteta močno trpi življenja v zdravstvu, seveda, ne, upokojenci. Hvala Bogu, ne. Ostali so zdravi, ne rabijo, ampak starost spremlja tudi oslabelost, pa tudi bolezen. In seveda zaradi tega naša kvaliteta življenja v starosti ni dobra. Ne. Čeprav se starost dviguje, vendar pa čakanje v bolezni ali pa v bolečinah na zdravstveno storitev, ne, ni dobra popotnica staranja. Tega se vsi dobro zavejo. A si veste to, da se nekje mora čakati za operacijo raka? Ne bom imenoval, katerega čaka 500 dni. A vi veste to, da imajo ljudje, recimo zlasti stari, kateter vstavljen 4 leta. Zaradi tega, ker se čaka na storitev, ki traja 3/4 ure in stane 2 uteži. Ali vi veste, da je v Sloveniji vsako leto več dementnih ljudi, ki so potrebni dolgotrajne nege in oskrbe, da se te številke nekaj 10 000 približuje in da se s tem nihče sistematično ne ukvarja. In da je vedno več takih situacij, ko so ljudje v bistvu zapuščeni in seveda same zase in da njihova kvaliteta življenja in končno tudi umiranje, če omenim še razne paliativne programe in druge stvari, ni dobro. In četrta skupina pa se bo ukvarjala vprašanji medgeneracijskega sodelovanja. Mi se povsem jasno zavedamo, če ne bo dosti delovnih mest, če ne bo veliko plač, tudi ne bodo penzije dobre. In tukaj mora biti naš interes ne egoističen sam na penzije, ampak razporjen tudi tja, ker bo seveda tudi pospeševalo zaposlovanje in seveda formiranje novih in zagotavljanje novih delovnih mest. Ena konkretna stvar, ki se mi zdi, da je umirne duše lahko naš volilni program, je to, naprimer, da 1 leto pred upokojitve, da se oprosti plačevanje kakršnokoli prispevke in dajatve, da s tem zainteresiramo delodajalca, da na to delovno mesto v bodoče zanesljivo zaposli mladega delavca, novega, mladega, ki bo nadomestil. Kaj bomo s tem dosegali? Spodbudili delodajalce, recimo, da bodo zaposlovali mlade na izpraznjena delovna mesta zaradi upokojitve. In drugič, kar je še več vredno in kar zanemarjamo, da se ta dobra izkušnja in praksa starejših delavcev prenaša na mlajše delavce. To nismo se mi spomnili. Teh modelov imate, kakor ste v Evropi, treba ga je zakonsko regulirati in iz tega iztržiti čim več delovnih mest in tudi recimo preprečiti slabo voljo delodajalcev, ki se jim zdi včasih škoda plačevati prispevke za starejše ljudi. Jasno, da mi pripravljamo tudi volilni program že, vi boste to pravočasno obveščeni, da ga probamo tudi uveljaviti. Bistvo našega delovanja pa je v organiziranju lokalnih, občinskih, medobčinskih forumov starejših socialne demokracije. Bistveno delovanje tega foruma je to, da bodo odprti, da ne bodo zaprti samo na ozke strankarske interese, ampak da bodo povabljeni vsi ljudje, ki so pripravljeni te vsebine in programe spremljati in jih razširjati. In zdaj imamo zaenkrat evidentiranih že, meni se zdi, 7, 8 forumov. Naš cilj pa je, da jih ustanovimo vsaj 15, 20
in da imajo nekje ljudje, tudi starejši, priložnost povedati svoje mnenje in da to mnenje potuje preko stranke tudi do naših poslancev in da jim s tem povemo, kaj so ti interesi starejših. Pa če treba sem računati, da naša skupina je dost močna, ne? In mislim starejših in pa tudi skupina predsedstva. Predsedstvo ima trenutno 30 ljudi, verjetno jih bomo odprli za vsakega tistega, ki bo katerokoli akcijo hotel izpeljati in bo postal tako tudi seveda aktiven gled našega delovanja, kot bi rekli včasih. Jaz mislim, da je to, da smo v zvezi s tem sprejeli 15 sklepov, razdelili si konkretne aktivnosti, točno povedali, kdo mora kaj narediti. To bomo vsake 2-3 mesece preverjali, kaj se je zgodilo. Kot vidite, stvar je obrnjena v kvaliteto življenja starejših in v tako imenovano aktivno državljanstvo starejših. Hvala lepa. Hvala predsedniku. Zdaj pa, če bi smeli... Malo dolg sem bil, boste že ven tist pobrali. Pa še to, vi boste dobili, če ste dali naslove, prečiščen program, ki je na parih straneh, ne. Ki smo ga danes naredili. Malo drugače bo kot tole. Če smem prositi, da damo še Majdi, recimo besedo v Mirkotu in seveda Milošu. Majda, Specifičnost dela foruma starejših je ravno v tem, da smo v njem združeni tisti, ki smo nekoč imeli možnost odločati o posameznih stvareh, na katere se spoznamo in to vedenje in znanje o teh rečeh s trenutkom, ko smo se stopili z poklicnih obveznosti, ni usahnilo. In to je ravno naša želja. Zdaj, z vsem tem, kar vemo, kolikor se je nabralo izkušenj in vedenja, pomagati, odpirati vprašanja, ki so za starejšo populacijo zelo pomembna, pomembna pa tudi za vso drugo populacijo slovenske države, zaradi tega, ker mi ne želimo biti obravnavani kot strošek v tej družbi, ampak menimo, da imamo s svojim delom pravico do varne, zdrave in kakovostne starosti, da pa hkrati vemo tudi, kako se dajo odpirati vrata mlajši generaciji in mladim. Zato je medgeneracijsko sodelovanje v programu foruma starejših zelo poudarjeno, mi pa mislim, da s svojim življenjem in svojimi izkušnjami demonstriramo vseživljenjsko učenje in to tudi hočemo prenašati na druge. Tisto, kar se mi zdi v tem trenutku dobro poudariti, je še prva programska skupina, ki govori o vrednotah socialne demokracije. To je v družbi, v kakršni živimo, v kateri se strah vse prepogosto oglaša in zato spodbuja tudi nestrpnost, netoleranco, zaprtost, avtartičnost, da mi s temi svojimi izkušnjami, socialdemokratskimi vrednotami tudi pomagamo odpirati družbo za različnost in s tem tudi zmanjševati napetosti, ki v tej družbi zagotovo tudi obstajajo. Koliko jih pa kdo neti in kako se pojavljajo, je pa drugo vprašanje. Hvala. Hvala, Majdi. Hvala. Torej, kot je bilo rečeno, forumu na široko odpiramo svoje vrata. Noben pogoj ni, da je kdo član socialnih demokratkov, vendar je pogoj, da upošteva socialno-demokratske vrednote. O tem ne debatiramo. Ne želimo biti samo debatni klub, želimo tudi kaj doseči. So te centralne slovenske tematike, imamo pa tudi lokalne potrebe. In na Goriškem smo uspeli združiti že močno skupino intelektualcev, ki nas zanima marsikatero področje, ne nazadnje tudi drugi tir, samooskrba, čezmejno sodelovanje in podobno. In tu bomo res zelo ostri in zahtevni pritiskali ne samo na poslance socialnih demokratov, ampak tudi na vse ostale, da bomo zadeve spremenili v
to, da bomo jutri živeli boljše. Hvala. Hvala lepa. No, veliko je bilo že rečenega, skoraj nekaj dodati. Če govorimo o tem vsebinskem delu z področja, ki ga bomo pokrivali, gre za položaj predvsem starejših v družbi, se seveda bomo ukvarjali z dvema področjama. Eno se nanaša na sam pokojninski sistem, zagotavljanje stabilnosti pokojninskega sistema, zdaj z novo reformo, z belo knjigo, z demografskim skladom in tako dalje. Po drugi strani pa to, kar je predsednik že prej omenil zelo izrazito, seveda uveljavljanje sprejete zakonodaje, spoštovane sprejete zakonodaje z vidika pravic upokojencev. Gre za to, da v družbi izenačimo pravice vseh skupin prebivalstva, tudi upokojencev in upokojenci, če pogledamo relativni delež za pokojnine v zadnjih letih, pada v družbenem bruto produktu, kar kaže na to, da se število upokojencev povečuje, ne, da zaostaja očitno ta populacija z vidika pravic za ostalimi skupinami. To je prvi sklop, drugi sklop je pa ta, ki se nanaša na zdravstveno varstvo, gre za zdravstveno reformo, ki bomo temeljito se posvetili v nadaljevanju do dolgotrajne nege in oskrbe kot zaključka te zdravstvene reforme, ki se nanaša predvsem na starejšo populacijo in v družbi, ki ima zelo izrazito staranje, kot veste. Slovenija je ena izmed najhitreje starajočih družb v Evropski uniji, je to vprašanje izjemnega pomena. V ostalih primerih je pa, se mi zdi, predsednik že dovolj slikovito govoril z področja zdravstva, kaj se nam dogaja z vidika pravic in prizadetosti posameznika. Ta prizadetost je pa veliko bolj izrazita v starejši populaciji, normalno, ker je starejša populacija bolj zdravstveno ogrožena kot mlajša. Hvala vsem. Izvolite vprašanje. STA. Ja, Petar Lasnik, Slovenska tiskovna agencija. Res smo nekaj vprašanji. Eno je v zvezi z delovanjem SD-ja v koaliciji. Povedali ste, da se ne izvajajo zakonske rešitve že sprejete, se pravi, ni bilo izredne uskladitve pokojnin, ni bilo redne uskladitve. Kako v tem pogledu gledate na delovanje stranke, ki je vendarle koalicijska partnerica in zelo lahko s svojim delovanjem vsaj bolj ustrajala na tem, če je ne dosegla. Drugo pa, omenili ste volilni program, da ga že pripravljate. To se verjetno nanaša na volilni program SD-ja. Ja, to smo dosti jasno zapisali, ne? A preberem. Glede na to, da se položaj upokojencev poslabšuje in da se ne upošteva zakonom določenih pravic upokojencev, je potrebno jasno in suvereno postaviti zahteve za uresničevanje že določenih v parlamentu sprejetih pravic upokojencev. To pa tudi pomeni, da bodo ta izhodišča zaveza za odločanje v parlamentu. Mi definitivno tega ne bomo odstopili, sicer smo suha veja. Takrat nas še ni bilo, drugače potem nima smisla. Ne, kaj ćemo drugega reči k temu. Kar se pa tiče volilnega programa, pa kar se tega dela tiče, naše dejavnosti, pa želimo, da bi bil razpoznaven že letos, ne SD-ja seveda, za to področje, ki ga mi pokrivamo. Mi se ne bomo z ostalimi temami ukvarjali, ker bi bilo tega preveč. Mi moramo pač biti osredotočeni na par zadev, ki bodo razumeli vsi ljudje in ki bodo napisane v 20 vrsticah. Ne. Sicer vem, kako je s tem branjem. Če je več napisano, pa še font mora biti tak krepak 16, da se da brez očal brati. Ne. Ker ni nepomembno, veste, zasnova percepcije, kakšna je. Vsak, ki se s tem malo ukvarja, pomeni od nekatere drobnarije zelo pomembne v določen trenutku, ko se ljudje odločajo. Skratka, računamo, da bo ustanovitev foruma starejših znotraj SD-ja pospešila in trdila stališče stranke do nekaterih teh vprašanj. Vemo, izredna uskladitev je na meji zakonitosti, razlaga o tem, ali je zakonita ali ne, je druga zadeva. Vlada je pač zaustavila sklep sveta SPIZ-a na tej točki. Ustanovitev foruma ima ravno ta namen, da opozorimo na to, da se nesorazmerje med generacijami povečuje in da je treba restriktivne
tolmačiti nekatere zadeve in tudi delovanje stranke znotraj koalicije o teh vprašanjih. Ja, Matej Klarič je moje ime. Jaz imam tudi nekaj vprašanj. Sicer na začetku ste rekli, da bi obudili spet socialno-demokratske vrednote. Ste s tem mogoče tudi mislili, da tu prihaja do nekega nezadovoljstva, tudi znotraj vašega foruma, glede na to, kako se izvajajo neki vladni ukrepi in kako deluje vaša stranka? Če bi lahko to malo pokomentirali. Utrdil, če se ne motim. Lahko pa, da sem rekel, utrdil. Ja, seveda se. Socialdemokratske vrednote pomeni, da izboljšujejo življenje in kvaliteto življenja. V tem kontekstu mislim predvsem na te vrednote. Omenili smo danes v razpravi tudi, da se bo treba verjetno slej prej izjasniti o univerzalnem temeljnem dohodku. Ali je to prihodnost in če se danes začnemo izjasnevati o tem, recimo je verjetnost, da se bodo čez 10 let te stvari uresničevale. Ker na nek način je pač treba dodano vrednost razporediti in tudi robotsko tehnologijo na primeren način med vse ljudi. Kakšna bo prihodnost, o tem, kaj dosti ne razmišljajo, kako se bo razporedil kapitalski osnove in tako naprej. Te stvari v zvezi s konkurenčnostjo in tako naprej grejo do določene ravni, ko pa enkrat zmanjka potrošnikov, je pa zgodba zaključena. Ti generirajo razvoj, pa nihče drug. In dodane vrednosti pač treba razporejati. Zato bodo, ampak to seveda ni samo naš problem, niti ne samo naše stranke, še najmanj niti ne samo našega foruma, ampak kar se pa tiče socialno-demokratske vrednote, so pa to temeljna vprašanja, položaj človeka in njegova prihodnost, pa brezskrbno življenje in podobno. Ja, jaz mislim, da je tudi temeljno vprašanje, ki si ga tudi mladi ljudje zastavljajo, kaj se iz javnih sredstev financira. In ko so dohodki nizki in ko pogledaš, koliko je teh odhodkov, ki gredo v javno blagajno, ampak je treba hkrati povedati tudi, kaj iz javne blagajne dobivaš. In tu je pri socialnih demokratih zavzemanje za brezplačno šolstvo v celotni izobraževalni vertikali izredno pomembno. In tu tisti, ki smo v tretjem življenjskem obdobju in tretji univerzi za tretje življenjsko obdobje enako stališča zastopamo tudi za mlade. Saj na vse zadnje gre za medgeneracijsko sodelovanje. Tu mislim, da gre za ta tip socialdemokratskih vrednot, kjer nekateri menijo, da če ne plačaš iz svojega žepa, to zadnja afera, v kateri je danes bilo mogoče brati tudi, govori pa ne mislim na dodatek za pripravljenost, ampak na donacijo, ki naj bi jo študent, ki je zamudil rok za vpis, dal za humanitarno družbo. Češ nekaj moraš prispevati za to, da lahko študiraš. Samo še en stavek. Ko govorimo o tem ohranjanju ali pa obujamo socialdemokratske vrednote, mi smo zdaj v 7-letni obdobju neke gospodarske krize. Gospodarske in družbene krize zmeraj povzročijo pragmatične rešitve. Iskanje pragmatičnih rešitev, ki so velikokrat na nekem liberalnem nivoju, ne na socialdemokratskem vrednotnem konceptu družbe, razvoja družbe. Javni servisi ponavadi trpijo, šolstvo, zdravstvo, sociala in tako naprej. In to, kar želimo, in to je naš privilegij starejših, ko smo že upokojeni, ko smo se deaktivirali, vendar nosimo s sabo neko življenjsko izkušnjo in znanje, trezno razmisliti o teh zadevah in opozoriti stranke in strankine organe, pa tudi družbo nazadnje na opuščanje teh vrednot, ker imamo nekoliko več časa kot tisti, ki morajo dnevno reševati svoje probleme družbe in jih dostikrat rešujejo na pragmatičen način, ki včasih tudi odstopa od teh osnovnih socialno-demokratskih vrednot. Pomeni, da niste najbolj zadovoljni z delom stranke? Smo zadovoljni, saj smo doprej tudi sami aktivno, kot je rekla kolegica Majda, sodelovali v tem procesu. Vemo, da ko si operativno delaš, iščeš včasih rešitve in če le čez 2-3 dni vidiš, da neka odločitev mogoče ni bila v redu. Ali pa da je bila prehitro povlečena, da ni bila temeljito premišljena, ravno zaradi teh stiske, ki jo treba odreagirati na nek problem. Mi imamo ta privilegij, da razmislimo o zadevah in opozorimo stranko na te zadeve.
Jaz bi še na to upozorila, da na vsakanje smo mi vendarle neke vrste spomin te stranke. In teme, ki so se odpirale, smo odgovore na tista vprašanja že našli, pa jih skušali uveljavljati. Ampak zdaj je pa vprašanje tega vedenja in poznavanja, da se tisto, kar je bilo kot vrednota postavljeno in ohranjeno, v prihodnje tudi ne izgubi. In to različne veje življenja zadeva. Jaz se samo hotel vprašati, verjetno so ambicije tega foruma starejših večje kot zgolj skrb za starejše, ker tu je že kar, bi rekel, Desus tudi skrbi za upokojence, isto zelo verjetno imate kakšne večje ambicije, sicer nisem bil na ustanovitvi tega foruma, ampak predstavljeno je bilo zadeva tako, kot da bo pač povrnilo socialdemokracijo, da jih bo dalo tisto mesto, oziroma da bo to močna stranka postala, da je to bil v bistvu tisti prva ambicija v bistvu tega. Če se motim. Še lahko bi bilo za podiskutirati, koliko Desus skrbi za upokojence, ali je to neka fama na terenu. Jaz vem, koliko smo v parlamentu poslanci prispevali k temu, da bi upokojenci boljše živeli pri Zofiju in tako dalje. Nazadnje, se ne bomo skrbeli samo za naše pokojnine. Je res, da se moramo zavedati, da mnoge mlade družine brez pomoči svojih staršev ne morejo preživeti. To je katastrofa. In tukaj je treba stvari spremeniti. V politiki veste, da je potrebno ogromno kompromisa. Mi smo od tega razbremenjeni in lahko zelo ostro in zelo zahtevno postavimo nekatere pogoje, tudi do finančnega ministra in še koga, da spremeni svoje poglede na reševanje teh socialne problematike. In tukaj bomo, mi bomo aktivni, to se kaže, interesi so in ne bomo dovolili, da bi stvari šle kar tako mimo. In ne bomo pritiskali samo na poslance socialne demokracije, ampak tudi na vse ostale. Ampak recimo, če bo, ali bo reden mandat to, ali bo izreden mandat, vemo, da pač so zdaj tu 3-4 stranke v parlamentu in v bistvu ali boste pomagali spostaviti nazaj socialno demokracijo kot prvo stranko na levi sredini, ali mislim, kakšne so ambicije v bistvu, ker verjetno SMC ne bo več dolgo naslednjih volitev, malo možnosti, da bi zmagal naslednjih volitev. Naše ambicije so jasne, ne? Vse se moramo drugače pogovarjati. Glede, s temi domovinskimi zadevami in gardami in ne vem kaj, ljudje so jezni, so prestrašeni in so razočarani. In je vizija te države nekje drugje. Ne v ustanavljanju ne vem kakšnih paravojaških zadev, sežiganju knjig in podobno. In mi se o tem pogovarjamo na terenu. Mediji nas sicer ne želijo slišati, ampak teh stvari ne bomo dovolili in imamo toliko moči. Glejte, smetana intelektualcev se je zbrala na Goriškem. Ni vrag, da nimamo nekega ugleda, nekega znanja in da skupaj ne naredimo nekaj. In ni potreba, da je to samo strani socialnih demokratov. Vsi, ki tako pošteno razmišljajo, so dobrodošli in nam pomagajo. In nekateri celo rečejo, ne, jaz ne bi pod zastavo socialne demokracije, ampak želim vam tukaj dati svojo pomoč in podporo. In to nas ohrabljuje. Erozija zaupanja, ki je v politiko, je močna in mislim, da samo stranke, ki imajo jasno začrtana programska vodila, lahko z korektnim delom, z dobrimi stališči to omajano zaupanje tudi povrnejo. In predvsem se mi zdi bistveno,
o tem razmišljamo, kar je Mirko zdaj rekel, jaz pa prej tudi, da pomagamo v družbi znova povečevati socialni kapital, se pravi tisto medsebojno, medčloveško povezanost, da ne bomo imeli oposamljenih posameznikov, ki se bodo v resnici čutili šibke, prestrašene in nepovezane. Ne? Tu je treba tisto, kar ljudje ne samo pri nas, ampak v svetu tudi občutijo kot veliko krivico in nepravičnost, sistem delitve javnega dobrega. Mi tukaj ne želimo graditi stranke v stranki, ne, z tega vidika, ampak želimo gremi uglednih bivših politikov, gospodarstvenikov, znanstvenikov, ki se je zbral v tem forumu starejših, bivših ministrov, poslancev, predsednikov, direktorjev, profesorjev in tako naprej, uporabiti za to, da utrdimo položaj socialdemokratske misli v Sloveniji. Seveda, preko strank, ki ta program se nam zagovarjajo, ne, in peljejo naprej. Tu vidimo neko perspektivo Slovenije in verjamemo v tem, da s svojim znanjem in izkušnjami lahko prispevamo k temu, da se ta misel v Sloveniji utrdi. Še kakšno vprašanje? Mogoče bi še jaz, verjetno ste imeli o zdravstveni reformi, ki se pripravlja tudi kakšno debato, da smo kakšne vaše mnenje, imate kakšne zahteve, kako gledate na ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, katerem je bilo v predtem času do veliko govora. Imamo, v bistvu smo nas novo skupino formulirali, mi smo imeli najprej 4 zamišljene, 4 področja, zdaj smo pa za varno in zdravo starost, ki se bo ukvarjala ravno z vprašanjem uvajanja sprememb v sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja tudi. Znotraj tega bosta pa 2 temi še posebej izpostavljeni, to je dolgotrajna nega in oskrba in čakalne vrste, to, kar sem že prej povedal. Če pa hočete vedeti moje stališče, kar se tiče raznih zavarovanj, pa naj povem to, da je ta portfelj premajhen za kakršnokoli širitev zavarovalnih idej. Enostavno je premalo zavarovancev, da bi ga še bolj razvejali. Že te zavarovalnice, ki so se pojavljali, postanovili za dodatno zavarovanje, ne, za doplačila, v bistvu stanijo, ne da bi imeli kakšen nov produkt ali pa kakšno dodano vrednost 45 milijonov kljub rezervacij, ki jih morajo po zakonu o zavarovalništvu. To se pravi, je tukaj nekaj jalovih stroškov in nekaj jalovega kapitala, ki ne služi ničemer. Jasno je, da se ne moramo odpovedati virom, ki se jih zbere preko dopolnilnih izobraževanj, ker gre končno tukaj, koliko je, 400 milijonov ali koliko? 400 milijonov, ampak to bi se dalo urediti splošno dajatvijo, ne, ki ne bila nič dražja in bi bila lahko bolj poštena, sorazmerna z vsemi prihodki, ki jih dobivajo državljani. Ne pa, zdaj imamo mi princip vzajemnosti, vse enako dajo. Nekomu je 23 ali 27 evrov veliko, nekomu ni nič. Če pa rekli, vsi dajo od svojih prihodkov, vsi, toliko in toliko, bi to dosti pošteno razdelili in socialno pravično in bi ravno tako dobili nove vire. Seveda bi mogli ta sistem sporedno razvijati s zavarovalniškim principom za dolgotrajno nego in oskrbo. Modeli, kako se to naredi, to se ve, so znani. Ne? Sam meni se zdi, da se resno s tem ne ukvarjajo in da tudi niso proučili vse te možnosti. Da pa te stvari ne gredo naprej, tako kot piše v koalicijski pogodbi, pa kar se mene tiče, kaže na to, da so financerji raznih protiakcij toliko močni in se ve, kdo so, ne, da se stvar ne izpelje. Če meni eden rekel, recimo, dodana vrednost dopolnilnega zavarovanja v Adriatiki, zdravstveni zavarovalnici Triglav ali Vzajemni, je to pa to. A mi vi lahko poveste, kaj je dodana vrednost? Zakon določa odstotek, koliko treba doplačati žepa za posamično storitev oziroma pravico in storitev. In ker so se državljani, ker je ta zakon dosti tak hud, veliko denarja pobere ljudem, so se vsi iz strahu zavarovali. Po sili zakona, ki jih je preselil. In potem so se pojavile zavarovalnice, kjer se iz vašega transakcijskega računa na njihovega
zbira ta denar. In oni glede na storitev, ki jo pravi zdravstveni zavod, 1 odstotek, 2 ali 5 odstotkov, mogli sicer plačati, oni plačajo to kot zavarovalno pravico. En močan, zmogljiv računalnik bi to računsko operacijo opravil brez posega človeškega uma. Hotel sem vam to razložiti, da je ta absurdna situacija dopolnilnega zavarovanja. Če bi oni razvijali nove produkte za nadstandard, potem da bi že sami posebej razvili recimo program dopolnilnega zavarovanja z neko določeno karenco, recimo 10 let, takrat bi začeli laufati in postopoma vstopali z novimi produkti, bi bilo to vse redo. Verjetno noben kritiziral. Dobro, ok, dajmo tistih 27 €, ampak zraven razvijajo še druge produkte. Tako pa ni. Je pa res, da je mogoče to neka infrastruktura, recimo, če bi imeli tudi določene standarde storitve, recimo gradnega materiala ali pa oskrbe ali pa še kaj drugega, bi lahko oni zavarovali nadstandardne materiale in podobno. Sam na tem je treba delati, je treba nekaj prej narediti, pa pol, kasneje in tako naprej, da se stvar v celoti. Mogoče sem malo preveč podrobno šel v to, ampak tako da sem vam pojasnil v bistvu, kaj je što te kritike dopolnilnega zavarovanja. Polnjenje žepov. Prosim? Polnjenje žepov. Ja, tam je to pa to po službi, 45 milijonov koštajo, 20 milijonov imajo pa rezervacije. Tako, super. Mogoče samo še to, kakšno mnenje stranke glede tega vodstva. Se oni srednjajo glede tega z vami? Kjerega vodstva? Vašega od SD-ja. Ja, kako da ne, pa saj smo mi... Pa ne smejo. Saj pa je bil to že za ukinitev dopolnilnega. To je že koalicijski pogodbi. To smo mi dosegli v koalicijski pogodbi. Torej, v novi spremembi zakona predvidevate, da tega več ne bo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ja, koalicijska pogodba je taka, Zdaj pa sem slišal, da se to včeraj daj, da se na leto 2018. Aha. Ne vem, daj, mislim. Treba pogledati dinamiko, ker to bo treba najti tudi nek dodaten vir za dolgotrajno oskrbo, z vidika zdravstvene reforme. Pa bi saj zavarovalni princip začel. Ja, se pravim, to je treba pač pogledati, narediti neke simulacije. Če ti vlagaš na mesec 20 €, 10 let, da takrat nastopi zavarovalna pravica, ker je pričakovana statistično po aktuarskem izračunu, pomeni, da imaš ti takrat že tako in tako zalogo. Ali pa če vežeš še nekaj drugega, in tako naprej, ali pa še na druge veze, specialno trošarino in podobno, ko govorijo o verih. Ko pa je nas ver? Seveda je prispevk iz prispevkov veri preveč obremenjen, definitivno. Je pa en kup drugih verov, ki na novo nastajajo, pa se ne obremenjujejo za ta namen. Recimo, da bo veljal vsaj obremenitev za ceste, zdaj so nekaj, če bo. Za kajenje, alkohol in podobno. Se stalno obremenjuje, pa niti fičink ne gre v namensko za tisto, zaradi česar se obremenjuje, zaradi zdravstvenih razlogov se kajenje obremenjuje s trošarinami. In alkohol ravno tako. Pa dajte predlagati, ker ste močnejši, da se obremeni mestni proračun zaradi trdih delcev v zraku. Za vsak dan priseganja milijon. Pa gre v dopolnilno, pa gre v zdravstvo. Malo manj kot milijon, ker Nova Gorica je problem. A tudi? Ja. Najbolj je tudi problem. Recimo, to bi bil tak podučen, ker dopolnilno zavarovanje se je zaradi pedagoških razlogov uvedlo. Pa se ne zaradi pedagoških razlogov uvede še, razumeš, dnevni davek za svinano ozračje. Sicer pa moderna pedagoška načela imajo raje nagrajevanje kot kaznovanje. Ja, no to pa naplačevalne. Zahvaljujemo in da se Hvala lepa. naslednjič, seveda, če boste nadalje, vam